Ljuba, danes ste tukaj pri Argu, namreč dobili ste dovoljenje, da odnesete svojo osebno lastnino. Ja, tako je. Ste na to dovoljenje dolgo čakali? Ne, smo se tako izmeli, ni problem. Varnostna služba je bila zelo prijazna. Kakšne osebne predmete imate tukaj? Jaz imam tle 1,20 meter dimne cevi, eno koleno za dimnik, 2 kanti po 5 litrov za bencin, so rabili za generator, da so lahko imeli elektriko, in eno kašeto, ki so jim dali eno kašeto drv. Kaj je nevarno, ne? Za kaj ste uporabljali Argo, dokler je bil odprt? Jaz pravzaprav sem samo enkrat le nastopala. Jaz sem namreč se ukvarjam tudi stand-up komedijo, kar mi je zelo grda beseda. Meni je bolj všeč ta slovenska Ostani gor komedija. In sem enkrat le nastopala pred novim letom in je bilo ful fajn. Samo je bilo mrzlo, potem smo usposobili te peči, smo pač, dobro, tako. Tako je. In se mi zdi tudi prav, da se ima mladina kam dati, in če mi starim ne bomo pomagali, ne bo nič. Mi mislimo, ki smo stari, da smo zdaj že rešeni vsega, nas gorje komaj čaka. In v glavnem tudi tako razmišljam, da v tej državi imamo te smrtno nevarne stavbe, za katerih se jih noben ne briga že dosti let, so tudi pod spomeniškim varstvom. In zdaj, ko tako jaz malo razmišljam, sem gotovila, da te stavbe sploh niso smrtno nevarne, ampak smo smrtno nevarni ljudje v tej državi. Še posebno tisti, ki se ne strinjamo, ali pa ne strinjamo, ne vem. Kako bi komentirali pa mogoče trenutno dogajanje še okoli Arga? 1 leto je bil v uporabi, zdaj znova zaprt in izolska mladina je spet brez svojega prostora. Ja, mislim, da tle ima tudi župan, bi se mogel malo zamisliti, da imate smrtno nevarne stavbe tle sredi mesta, ker če se to zruši, bo pomrlo ne vem koliko ljudi tle. Mladina je pa itak vedno mladina, tudi jaz sem bila včasih mlada, saj sem se tudi jaz takrat upirala, očitno se moram tudi zdaj na stara leta, ampak nič hudega, to je v redu. To, če se malo upiraš, hodiš na proteste, je ful zanimivo. Tam srečaš ful zanimivih ljudi, se nasmeješ, si rečeš kakšne dve in svet gre naprej. Itak oni tam gor, ki nas upravljajo in ki so nas pokradli in ki jim je najbolj pomemben denar, oni nas vidijo kot smrtno nevarnost. Ne kot ljudi, ampak kot smrtno nevarnost. To je največja žalost v tej državi. Tako. Tako, mogoče bi še povedala, da mogoče se bom javila za predsednico države. Mislim, da izpolnjujem vse pogoje. Sem pričakovala, da bo danes naš predsednik tukaj, ki on rad tako pomaga ljudem, posebno te iz nižjih slojev, ki imajo minimalne plače ali pa sploh nimajo plače ali pa sploh nimajo plačanih prispevkov, ampak verjetno je danes zaseden. Mogoče bo prišel kdaj drugič, ko bomo še kaj nosili ven, ki ne vem, če bomo danes vse lahko odnesli. Hvala, Ljuba. Tako, zdaj pa jaz grem delat.